Ok, preden se začne tale vlog, najprej dve stvari. Včerajšen vlog nabit s čustvi, pa z vsemi čari, ki jih lahko ponudi Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ne bi bil mogoč, če mi fantje z podjetja Inservio iz Maribora ne bi poštimali telefona. Zato se čutim dolžen narediti eno tako malo bolj konkretno zahvalo. Kaj komu ta reklamo jim delaš? Kaj pa ti misliš? Ti ni bil všeč video od Quadrifoglio? Veš, tega videa ne bi bilo, če mi fantje ne bi pomagali. No pa da nam preveč zabluzil, no. Inservio je v bistvu mlada firma iz Maribora, ki se ukvarja s popravilom tablic, telefonov, prenosnih računalnikov. V bistvu zabavne elektronke, no takšne, s katero imamo stik praktično vsak dan. Sploh povem to, da je bil njihov odnos do mene več kot korekten, dobil sem feeling, da se prilagodijo vsaki stranki posebej in to je meni dosti pomembno, zato ker moji urniki, moje zahteve, moji sesuti telefoni, stari, tega je preveč. Zvedel sem pa tudi to, da strankam ponujajo tudi odkup obrabljenih ali pa poškodovanih naprav, ker drugače niti ne bi bile primerne za popravilo. Toliko. Sem jaz oster. Zdaj pa preden prešaltamo na vsebino z vloga, samo še ena stvar, za katero smo se dogovorili, in sicer, če pičite na Inservio, pa imate kakšno stvar za popraviti, če uletite tja z geslom Komotar, dobite 10% popust na vse njihove storitve. Tako, sem oster ali nisem oster? Zdaj pa, če si že kdaj popravljal telefone, računalnike pa podobno opremo, no ja, 10% lahko včasih pomeni kar veliko razliko. Kar se pa tega vloga tiče, po moja vsebina kar zanimiva. No, v nedeljo sem bil s frendi na paintballu, danes sem pa pripravil ene sladko kisle, tako da 3, 4, zdaj. Kaj sem ti reči? Paintball. Jaz že vnaprej ne povem, da bom enkrat vmes telefon zgubil, pa ga bomo pol ene pol ure iskali. Pa verjetno bo snemal vmes. Pazi dol! Zadeta? Jaz sem 2, dober je. Spadi mislim, da je čist teren. Out! Martu. Peta runda, dobil sem metek direkt v rit, tako da je zdaj 3-2 za une. Lepa ti je, lepa. Hvala. Bližam se njihovemu taboru. Nihče ne varuje njihove zastave. Zastavo imam. Pojdi pred nami. Teamwork makes the dream work. No, zdaj pa, da zaključimo ta vlog v stilu, se spodob, da vam ponudim tudi malo avtomobilske vsebine. Tako da vem, zakaj ne bi naredil kar sladko kislih za Ateco. Gre za Seat Ateco s prednjim pogonom, z ročnim menjalnikom, pa z litrskim benzinskim motorjem, to je trivaljnik, ki ima 85 kW. Mogoče samo še beseda o ceni, vse skupaj se za Ateco začne pri 19 499, tale pa v osnovi stane 22 617, to pa zato, ker je opremljeno z opremo Style. Tale testen avto ima pa za 4 700 pa še neki dodatne opreme, tako da je cena avta 27 353. Mater sem natančen. Zdaj malo gledam, kjer so kosi dodatne opreme, ki jih priporočam. Eden je definitivno polni LED paket plus samodejna nastavitev žarometov plus pozdravna luč, v glavnem ledice spredi kot glavni žarometi, to stane jurja 72. Kar se mene tiče, dobra naložba, ne sam pač v videz avtomobila, ker te žarometi ful dobro izgledajo, tudi v varnost, ker svetijo tudi precej dobro. Pa leto stari, dvojno dno v prtljažnem prostoru moš doplačati. Tam je mal češka, ampak ajde, jaz bi ga ziher doplačal, ker to je ful koristen. Ok, to je to, kar se v osnovi tiče, gremo kar na ta prvo sladko. In ta prva sladka je precej kratka. Gre za element svežine, ki ga Ateca definitivno ima na svoji strani in vsak svež igralec, ki pride v segment, ki je, no ja, če dali bolj, če ne že kar najbolj popularen, to je vedno plus točka. Druga ta sladka je pa kompaktnost. Veš, mogoče se niti ne vidi, ampak Ateca je od Tiguana krajša za dobrih 10 cm in to je vsaj malo pomaga tudi v mestnih središčih, ki je treba takole voziti. Zdaj, za voljo te kompaktnosti je tudi razmeroma lahka, ne? Takole, ko jo pogledaš, zgleda predvsem mišičasta, ampak ni pa težja od 100 300. Kar pa ne pomeni, šepa v prostorskem smislu kufra je namreč za 510 litrov, to je pa za, kaj pa sem, povprečno družino po mojem, da kar dost. In zdaj, če pravim, da je v kufru čist dost prostora za eno povprečno familijo, to mogoče malo težje trdim za drugo vrsto. Sej ne, da je prostora ful malo, ampak pismo, no, kakšen centimeter v širino, to bi pa že rabo. Tretja sladka je pa vse tole, oziroma vse stvari, s katerimi ima opraviti voznik. Vse to generalno gledano smo valjda pričakovali. Volkswagenov koncernu namreč, kar se tega tukaj spredi tiče, že dolg časa ni naredil kakšne kritične napake. Tudi vmesnik zaslon je velik, občutljiv na dotik, ponujati ni tudi neke zanimive grafike, tudi off-road informacije med drugim. Pa tudi nasplošno tale menijska struktura precej pregledna. Vedno veš, kje si, pa če rabiš kaj najdeti, lej, imaš takoj na očeh. Pa še ena stvar, ki meni včasih prav prije, tukaj imaš recimo indukcijsko polnjenje telefona omogočeno, pa ne 1, 2 USB vhoda. Pa če že govorimo o situaciji
tukaj spredi, v tem avtu se sedi odlično. In to nas pripelje do četrte sladke, to je pa vozno udobje. Po eni strani mi je hecen, ker sem tudi že prebral od kakšnega kolega novinarja, da se mu je ta avto zdel malo prečvrst, meni pa niti malo. Se mi zdi, da sploh na takih podlagah blaži zgledno. Pa tudi na avtocesti sem naredil ogromen kilometrov z njo. Ne moram reči, da ponuja glih kakšno limuzinsko udobje, ampak pismo, no, kilometre kar dobro požira. Zdaj pa tako, ko smo navajeni, preden gremo na zadnjo sladko, še 3 kisle. Prva stvar, ki mi gre fejst na jetra, je dejstvo, da je tale pedal pred sovoznikom prehudo premehen. Te zadeva je čisto simpel. Tole je tale Seatova osnovna torbica, ta gre ful lepo noter, pa bi pa jaz rad noter spravil, sem še očala pa tošelj. In kad takole na hitro pogledaš, se ti sploh ne zdi problem. Veš, najprej vržeš noter očala, pa še denarnico, zdaj pa to zapri. Je pa res, da sem ravno kar najdel še en predalček tukaj le zgori, tako da recimo, da gre tošelke. Ampak to še vedno ne pomeni, da jaz stala očala noter najko, kar hočem, zato kaj lej. Drugo kislo je pokasirala pa ročica za tempomat. Lej, tukaj le za volanom je. Veš, ta avto je opremljen s pametnim tempomatom, kar pomeni, da se sam prilagaja glede na promet, ampak na eno ročko združiti vse te funkcije, lej, to enim znamkam uspe, pa vse to je pa vse skupaj malo zapleten. Isto je tako, da uravnavaš hitrost ali pa recimo zmanjšuješ z nelogičnimi koraki oziroma posegi. Če hočeš recimo za 1 ali pa 2 km bolj dol, ne daš ročke dol, ampak moraš tipko pritiskati. To je v nasprotju z vso logiko. Pri tretji kisli sem se pa malo odločil, ne bo to tista malo premalo prostorna druga vrsta ali ne bo to pomanjkanje, kako se že temu reče, pač temperamenta. In če z tega kota avto še zgleda tako malo bolj, veš, na poskok, z drugih pač ne toliko in preprost povedan, tega mu malo manjka. Ok, peta sladka. Motor. Lega rečke majhnega, zgleda, da se v kar zgubil tukaj noter. Pismo, jaz se kar naspomnim, da sem nazadnje testiral tak bolj mišičast avto s tako majhnim motorjem. Tehničnih piše, da tale avto do 100 pospeši v 11 sekundah, ampak pišu, kak si pa v kabini, se ti pa zdi vse skupaj malo hitrejši. Zdaj se moram pes malo makniti. Evo ga, pa je šel. Drugače se mi pa motor zdi odličen partner temu avtu. Tih, uglajen, kot sem rekel, dosti zmogljiv, če od njega ne zahtevaš preveč. Kar se tiče porabe, pri izključno avtocestni vožnji je bila ta tam 7.0, 7.2, če sem se pa druge vozil, je bila pa kaj pa se med 6,5 pa 6,8. Tako da ja, glede na to, da je to Atekin osnovn motor, je to kar dobra izbira. Pa ne sem to menjalnik, ima tudi 6 stopenj, tako da... Zdaj pa stojim pridno v vrsti, ker grem zamenjati avto, Ateko bom parkiral, prevzel bom pa enega novega Renaulta. Tegale, Scenic, v bistvu tale je ta velik, le Grand Scenic. Pa da te vedeli, s čem imamo opravka, tole je še vedno razmeroma nova 4. generacija Renaultega enoprostorca. Na tem področju je Renault doma, tako da se od njega valjda pričakuje veliko. Je pa tale avto opremljen z zajetnim kosom opreme, poganja ga pa 1,6 litrski dizel s kar 160 konji. Zdaj najino druženje bo razmeroma kratko, ampak ker je po back channelih tolikega povpraševanja po tem avtu, ne samo potem tudi po manjši izvedenki, se čutim dolžnega, da naredim tudi sladko kisle in to bom tudi naredil. Ne danes, en drug dan. Da nam preveč prehitro povejo, to je to za danes. Ajde.